Mi, cenjeno občinstvo, pa kar v naš živalski vrk v Zoopark Ljubljana, kjer se naš Rok mudi z kanadskimi volkovi. Au! Rok, ne slišimo te, Rok. Ja. Tole bo potrebno rešiti. Aha. No, in Rok bo to takoj rešil, se veste, pri nas je vse v živo, ker živo je še najbolj sveže in včasih se tudi kakšen zvok ven Modestno predstaviti takole. Zato, ker Rok je že popravil vse stvari in zdaj se že z volkovi mudi. Potulil v luno. Ja, Luka, res je, smo odpravili tudi tehnične težave, upam, da se sedaj slišimo. Ja, v živalskem vrtu Ljubljana se neprestano dogaja. Tokrat smo pri njih na obisku, da predstavimo družino kanadskih volkov. Manj kot pol leta po prihodu samca Aragorna so namreč dočakali prvi in drugi naraščaj. Samica Freja in Isa sta mladiče skotila vsaka v svojem brlogu, njihov oče pa se je izkazal za skrbnega vodjo tropa. Tukaj ob meni pa je Špela Štrus iz živalskega vrta Ljubljana. Špela, lepo pozdravljena. Dober dan. Torej, koliko mladičev pa sta polegli torej samici Freja in Isa? Koliko naraščaja imate tukaj v živalskem vrtu? Vseh skupaj je 11. Prva je kotila Freja, njenih je 6 mladičev in druga je kotila Isa, 14 dni po Freji, ona pa ima 5 mladičkov. Ja, in kot vidimo, so nekateri mladički že zelo razigrani, kaj ne? Ja, tu so Frejini, so sedaj stari 7 tednov in so že precej veliko ven iz brloga, se že igrajo, tudi okušajo meso. Isini so pa stari 5 tednov in se še zadržujejo v brlogu, ob jutranjih pa večernih urah pa tudi oni že pokukajo ven, pridejo malo na ogled. Pa je to normalno, da ima isti samec pri kanadskih volkovih, da si izbere 2 samici, ali je to bolj izjema? To je bolj izjema, ki pa se dogaja tudi v naravnem okolju, predvsem, kadar je hrane v izobilju, tako da smo priča nekemu dogodku, ki ni ravno običajen, se pa dogaja tako v naravi, kot v živalskih vrtovih. Se pravi, ko ste Aragorna pripeljali, ste ga pripeljali tako nekako z namenom, naj si sedaj izbere samico, on si pa izbral kar obe. Ja, tako je. Mi smo mu dali možnost, da si sam izbere eno. Freja je sicer bolj dominantna in z njo se je tudi prvo paril. 14 dni za njo pa se je očitno paril še z Iso, saj je 14 dni po Freji tudi ona kotila. Pa je kaj ljubosumja po tem brlogu ali se dobro razumejo? Ne, razumejo se zelo dobro. Prvi teden je tudi Isa jih imela v svojem brlogu, potem pa sta jih združili in skupaj skrbita za oba legla. Obe dojita, obe skupnimi močmi skrbita zanje, pomaga pa tudi Aragorn, prinaša hrana do brloga, skrbi za mladiče, kadar imata samici delo z brlogi, jih čuva in je zelo dober skrben očka. Pa imata potem obe mami ločen brlog ali kako to poteka? Kotili sta vsaka v svojem, kasneje pa sta jih združili. Trenutno pa so večinoma v enem brlogu Isini, zato ker so Frejini že večino časa zunaj, počivajo pa še vedno v istem. Kdaj pa lahko pričakujemo tudi Isine mladiče, volkce, da bodo pokukali na plano? Pokukajo že malce, kot sem omenila, v jutranjih pa večernih urah, da bodo pa tako razigrani, kot so sedaj Frejini, pa še ne 14 dni, 10 do 14 dni. Kakšna je pa nasploh, se pravi, hierarhija sestava tropov kanadskih volkov v naravi? Večinoma vsi volkovi sestavljajo trop iz vodilnega para, to je par, ki se pari in jima pravimo alfa samec pa alfa samica. Če pa se zgodi tako, kot se pri nas, da se pari še ena, se pa pari tudi ona z vodilnim samcem, ne kar z enim drugim. Drugače pa trop sestavljajo še bratje ali sestre teh vodilnih samcev, samic, ali pa in pa mladiči iz prvega ali pa tudi naslednjih
leglov. Odrastejo v približno letu pa pol in nekateri v tropu matičnem ostanejo, nekateri pa grejo stran. Tako da nekateri so ves čas v svojem matičnem tropu, nekateri si pa ob tej starosti poiščejo nov trop. Kako veliki tropi pa potem številčno potem to so? Kanadski volkovi so ena izmed največjih podvrst volka in imajo tudi največji trop, tam do 30 živali ali celo več. To pa prihaja predvsem iz tega, ker v naravnem okolju lovijo zelo velik plen, to so na primer losi, bizoni in jim pride prav, da je trop večji. Kako podobni pa so kanadski volkovi sploh našim, slovinskim? Od našega volka se razlikujejo predvsem po velikosti, imajo višje noge, so višji v povihru, imajo tudi malce daljši trup in predvsem daljši gobec. Imajo pa tudi nekoliko krajšo in manj gosto dlako kot naši. Naši so tako na videz malce bolj puhasti. Kakšna pa je prihodnost zdaj teh in volčjih mladičev in Aragorna, ki je nekako sem prišel z namenom, da oplodi in prinese nov rod, kakšen je pa sedaj plan s temi volkovi? Aragorn zagotovo ostaja v tropu. Za mladiče bomo pa tekom leta, tekom odraščanja videli, kako se obnese trop, kateri s tropom sodelujejo, kateri pa imajo na primer tendenco oditi. Tako da bomo spremljali dinamiko v tropu in se na podlagi tega odločali, kdo ostane, kdo gre. S čim pa se volkovi trenutno prehranjuje? Že jejo meso ali se še vedno dojijo? Se še oboji dojijo, isini se izključno dojijo oziroma dobijo tudi nekaj mesa, ki ga jim prineseta samici, potem ko se oni dve hranjeta, to hrano v brlogu izbljuvata in jim že ponudita nekaj takega mesa. Frejini pa že hodijo sami na obroke in se sami prehranjujejo, se pa še vedno tudi dojijo občasno. Se pravi, imajo trenutno tak malce mešan jedilnik. Špela, najlepša hvala za enkrat za ta pojasnila, prav kmalu se živalske vrte spet vrnemo, tako da ne hodite daleč. Do takrat pa kratki oglasi. Se gledamo. En lep pozdrav spet živalskega vrta. Danes je govora o kanadskem volku, tukaj le ob meni pa Špela Štrus živalskega vrta. Špela, prav lepo pozdravljena spet nazaj. Že prej so govorila malce, koliko novih mladičev je, kaj že počnejo. Kako pa izgleda en tak dan mladiča kanadskega volka? Ja, trenutno je pri nas zelo pestro. Na vse zgodaj zjutraj ponavadi skupaj z odraslimi volkovi, tam nekje okoli 7 ure skupaj opozarjajo na svoj teritorij, že tudi mladiči se oglašajo, tulijo. Potem pa čez dan frejini se že precej igrajo, kot vidite, sledijo mami, sledijo očetu, se učijo hranjanja z mesom. Isini pa še precej počivajo in čakajo na mamo v brlogu. Kako pa se razumejo mladiči med sabo, frejini in isini? Kakor mi opažamo, čisto v redu, je pa res, da so isini še precej v brlogu, tako da bomo videli potem, ko bodo tudi oni prišli ven. Kar pa smo opazili, interakcije so zelo dobre. Mladički se med seboj igrajo, malce se že rangirajo. Tako da vse super zaenkrat. Kdaj se pa pokaže recimo pri kanadskem volku, kdo bo alfa samec? Nekaterim mladičem se že kar vidi, da so malce bolj agresivni v svoji igri kot nekateri drugi. Ja, včasih takole, ko jih opazuješ, zgleda, kot da se grizejo ali pa da so agresivni, ampak gre to vseeno nekako za igro. Ja, vse to nekako je igra, ampak v bistvu je neka učenje za življenje, no, tako gre pri vseh živalih. Preko igre se učijo za preživetje v naravi. Kako dolgo pa kanadski volk sploh živi v naravi in kako dolgo ponavadi v živalskem vrtu? V naravi precej manj kot v živalskem vrtu, tam do nekje 8. leta povprečno, v živalskih vrtovih pa tam nekje 14-15 let. Kako pa poteka nekako dinamika v tropih, kdaj mora volk zapustiti trop, kako je s tem?
Predvsem gre za hierarhijo in spoštovanje hierarhije, ki jo vodi ta vodilni par. Odrastejo tam nekje med letom in pol in drugim letom. Nekateri, ki bi recimo želeli prevzemati trop ali pa so malce bolj samostojno naravnani, lahko grejo že kar takoj po odraščanju. Nekateri pa recimo na začetku ostanejo, pa kasneje tekom naslednjih let poiščejo nov teritorij, nov trop. Kakšno pa je sodelovanje z drugimi živalskimi vrti? Od kje je Aragorn prišel sploh k nam in kako sploh poteka nekako to izmenjevanje volkov? Sivi volk, kot je tudi naša podvrsta kanadskega volka, ima v Združenju evropskih živalskih vrtov koordinatorja, ki ima nekak pregled čez celotno populacijo v živalskih vrtovih. Mi smo pred leti sprejeli 2 samici, sestri iz Gifsfoot živalskega vrta, lani pa so nam priporočili še samca, ki pa je prišel iz Münsterskega živalskega vrta. Torej je sodelovanje dobro. Kaj pa pri kanadskemu volku, se pravi, omenili smo, da živi tukaj le kar precej dolgo časa, kaj pa njegove navade sploh v naravi, kako se v naravi obnaša in ali je sploh, kako ogrožena vrsta je volk, se pravi kanadski volk v naravi? Kanadski volk ni posebej ogrožena živalska vrsta, imajo pa vsi volkovi grožnjo krčenja habitata in pa predvsem tega soočanja s človekom. Malce se tu odraža nas strah do volka, naše predsodki do volka, tako da v živalskih vrtovih so predvsem predstavljeni kot ambasadori, da se ljudje poučimo o njihovi naravi, ki v bistvu ni ljudem nevarna, in da se nekako naučimo sobivati z njim, ker je v habitatu pa zelo ključno, da obdržimo te plenilske vrste, kot je volk. Kaj pa recimo storiti v naravi, če naletimo res na volka? Kanadskega bo verjetno v naravi, če bo tale ograja dobro držala, ne bomo srečali, ampak slovenskega volka, kako se obnašamo v primeru, da naletimo nanj? Mislim, da lahko mirno uberemo svojo pot, pa jo bo volk tudi, sicer je pa volka zelo, zelo težko, da bi ga kar tako srečali, ker nas on že veliko prej zavoha, zasliši, sposobni so vohati tudi preko zraka, tako dvignejo gobec in nas zelo, zelo hitro zavohajo, tako da sem prepričana, da se bo on prej umaknil, kot ga bomo mi opazili. Tudi razni raziskovalci morajo ubrati mnoge tehnike, da jih srečajo, če jih želijo. Ja, s čim pa se volkovi v naravi pri nas prehranjujejo? Za kanadske smo omenila, da so kakšni losi, večje živali. Glede na to, da so pri nas manjši tropi, se verjetno lotevajo vseeno malce manjših živali. Ja, pri nas pa lovijo to divjad, ki jo pri nas najdejo, srne in ostalo jelenjad. Koliko mesa pa sploh volk poje takole na teden? Naši kar veliko, zdaj, ko je trop velik, tako da prej, ko so bili 3 nekje okrog 40 kil, zdaj bo pa šlo to kar v malce večje številke, ko bodo odraščali. Kakšno meso pa imajo volkovi tule najraje? Mi se trudimo, da jim hranimo cele živali, zaradi tega, ker je za vse plenilce zelo pomembno, da dobijo cel trup, kar ni samo meso. Oni se tudi v naravi prehranjujejo s celo divjadjo in je zelo pomembno, da dobijo tudi kosti, kožo, predvsem drobovino. Če bi jim dajali samo meso, bi v bistvu njihove potrebe po hranilih ne bi bile tako zadoščene, kot če jim damo cele trupe. Tako da dobijo včasih tudi samo govedino, velikokrat pa večinoma ovce, koze, piščance, tudi ribe občasno, kunce. Ja, zadnjič sem celo videl, da so dobili zajčka.
Ja, enkrat na teden dobijo kunce. No, evo. Kaj pa kanadski volkovi v naravi? Verjetno se nahajajo v Kanadi, glede na to, kakšno ime nosijo, ampak ali se pojavijo tudi kje drugje po svetu? Prav kanadska podvrsta je seveda v Kanadi, nekako njeno območje je tam od Južne Aljaske po zahodnem delu Kanade do Severne Amerike. Je pa veliko podvrst tega sivega volka, ki se med seboj razlikujejo glede na to raznoliko okolje, ki ga osvajajo. V Evropo so pa torej prišli izključno v živalske vrtove, pa jih v naravi ne srečamo. Ne, kanadskega tukaj pri nas ni. Je evropski sivi volk. So se pa nekako razvili. Omenili ste, da je kanadski volk podvrsta, da je naš sivi volk podvrsta kanadskega. Ne, sivi volk je vrsta, kanadski pa naš evropski sta pa podvrsta volka. Sivega volka. Tako. Kako stari pa so, se pravi, tako materi kot Aragorn, kdaj ponavadi dobijo mladiče? Spolno so plodni lahko že okrog 3. leta, v živalskih vrtovih včasih celo prej zaradi vse te oskrbe in dobre prehrane. Naši dve pa sta prvič kotili pri starosti 5 let, Aragorn je pa 1 leto starejši. Tukaj v živalskem vrtu sem opazil, da imajo volkovi res kar precej velik teritorij. Se vam zdi to pomembno tudi v živalskem vrtu, da ga imajo, nenazadnje so teritorialne živali? Ja, v naravi imajo precej velik teritorij, tako da k temu stremimo tudi v živalskih vrtovih. Če bo po sreči, načrtujemo tudi za njih, za tale zdaj večji trop, novo ogrado v zgornjem delu živalskega vrta, ki je bolj gozdnat in tudi jim lahko omogočimo večji kos vrta, kot je tukaj. Ja, ki si ga verjetno celo zaslužijo, čeprav že tale ograda je kar precej velika, se mi zdi. Kaj pa odziv obiskovalcev na mlade volkove so verjetno zelo pozitivni, vsem se zdijo verjetno tako zelo ljubki, kaj ne? Ja, mladički so vedno zelo ljubki, tako da mislim, da so obiskovalci zelo zadovoljni, jih radi opazujejo, sploh zdaj čez poletje, ko bodo še zelo igrivi, tam nekje do jeseni bodo še taki mladičkasti, potem pa zelo hitro zrastejo. Ja, tukaj le sem slišal prej nekaj komentarjev, joj, bi ga kar domov vzeli, ampak to se ponavadi slabo konča, kaj ne? Ja, vse divjinske živali niso za doma, tako da tudi volk ni primerna domača žival, tako da se mi bi odsvetovali. Špela, najlepša hvala za vsa ta pojasnila, da si nam približala kanadskega volka in tudi malo našega slovenskega sivega. Želim vam vse dobro v živalskem vrtu in še veliko podmladkov. Hvala lepa. Takole, sončnega živalskega vrta se Špelo torej poslavljava, danes pa je primeren in res krasen dan za obisk, tako da če imate čas, se le oglasite in poglejte med drugim tudi mlade volkove. Se gledamo prav kmalu, imejte krasen dan.